Iz življenja vesoljne cerkve. Papež pred Marijinim kipom na Španskem trgu o jubilejnem letu. Ljudje v Ukrajini bi preživeli tudi mraz, samo da bi končno zavladal mir. Kaj se bo po padcu režima zgodilo s kristjani v Siriji? Pariška cerkev Notre Dame zasijala v povsem novi podobi. Papež sklenil kateheze o Svetem duhu. Dober dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Papež Frančišek je prejšnjo soboto popoldne umestil 21 novih kardinalov, med njimi tudi škofa argentinskega slovenskega rodu Vinka Bokaliča. Sledil je sprejem 2 delegacij iz doline Ledro na severu Italije in iz Gradeža pri Gorici, odkoder prihajajo v Vatikan letošnje jaslice in 29-metrsko božično drevo. V nedeljo dopoldne pa je skupaj z novimi kardinali obhajal zahvalno mašo v Vatikanski baziliki ter v redni opoldanski molitvi nagovoril zbrane vernike. Nekaj njegovih spodbud je zbrala Meta Potočnik. Na rednem javnem konzistoriju je papež novim kardinalom dal podobo učencev Janeza in Jakoba, ki sta si zaželela častni mesti ob Jezusu, medtem ko se on vzpenja v Jeruzalem, kjer bo umrl na križu. Zato je v ospredje postavil hojo po Jezusovi poti, prav njega naj imajo vedno v središču svojega življenja. Zato naj bodo med seboj bratje in naj črvi tekmovalnosti, videza in želje po prvem mestu ne uničujejo njihove edinosti, je nadaljeval papež. Rušijo naj zidove sovražnosti, pri čemer naj jih spodbuja tista gorečnost v iskanju edinosti, ki je bila tako draga svetemu Pavlu VI. To se lahko zgodi tudi nam, da naše srce izgubi pot in se pusti zaslepiti privlačnosti prestiža, zapeljevanju moči, preveč človeškemu navdušenju nad našim Gospodom. Zato je pomembno, da se zazremo vase, se ponižno postavimo pred Boga in pošteno pred sebe ter se vprašamo, kam gre moje srce, v katero smer, morda grem v napačno smer. In quale direzione si muove? Forse sto sbagliando strada? Ob današnjem prazniku brezmadežne pa je papež izrazil hvaležnost za številne može in žene, ki po njenem zgledu izrekajo da življenju in dajejo prostor dejavni ljubezni. Žal pa resničnost prvega greha, ki je v tem, da bi bili kakor Bog, zaznamuje tiste, ki imajo za dosežek zavračanje vsake trdne in trajne vezi. Tisti, ki očetom in materam jemljajo spoštovanje, tisti, ki nočejo otrok, tisti, ki imajo druge za predmete ali nadlogo, tisti, ki menijo, da je podelitev izguba, solidarnost osiromašenje, ki ne širijo veselje ali prihodnosti. Kaj pomagajo? Denar v banki, udobje v stanovanju, lažni stiki virtualnega sveta, če srca ostajajo hladna, prazna in zaprta? Kakšen smisel ima visoka finančna rast privilegiranih držav, če polovica sveta umira od lakote in vojn, drugi pa to ravnodušno opazujejo? Kakšen smisel ima potovanje po svetu, če je vsako srečanje zmanjšano na čustvo trenutka, na fotografijo, ki se je čez nekaj dni nihče ne bo več spomnil? Takoj po molitvi angelovega češčenja pa je prosil za molitev za države, ki jih je prizadelo nasilje, in pozval k svetovnemu premirju med božičnimi prazniki. Pri tem je izpostavil Nikaragvo, da bi odgovorni iskali pot spoštljivega in konstruktivnega dialoga za spodbujanje miru, bratstva in sožitja. Na praznik brezmadežne popoldne je sveti oče molil pred Marijinim kipom na Španskem trgu v Rimu in pred njeno podobo položil šopek belih vrtnic. V kratkem nagovoru je skorajšnji jubilej zaupal materi. Sveto leto po njegovih besedah prinaša upanje za človeštvo, preizkušano s krizami in vojnami. To bo čas duhovnega preporoda in odpuščanja. Ob tem je priporočil, naj se milosti svetega leta ne zaduši z organizacijo in številnimi stvarmi, ki jih je treba narediti.
Kot je ob tem dejal, so gradbišča v Rimu neprijetna za prebivalce in turiste, a hkrati kažejo, da je Rim živ, da se obnavlja in se poskuša prilagoditi potrebam, da bi bil bolj gostoljuben in bolj funkcionalen. Dodal pa je, da se ne sme pozabiti na gradbišča duše. Pravi jubilej bo v naših srcih, v družinskih in družbenih odnosih. Papež bo v jubileju 2025 sveta vrata odprl v vseh 4 papeških bazilikah v Rimu in v zaporu Rebibbia. Od januarja pa bo imel vsak teden 2 splošni avdienci, kot običajno v sredo, pa tudi v soboto. Papež se je pred dogodkom na Španskem trgu ustavil tudi v baziliki Marije Snežne, kjer je molil pred podobo Marije, rešiteljice rimskega ljudstva. V zadnjih letih jo je obiskal že več kot 120krat in njej v priprošnjo zaupal svoja mednarodna potovanja in zdravstvene operacije. Papež Frančišek je imel v sredo še zadnjo splošno avdienco na temo Svetega Duha. Tokrat je govoril o povezavi med Svetim Duhom in krščanskim upanjem. Po njegovih besedah je upanje najlepši dar, ki ga Cerkev lahko podari človeštvu, še posebej v trenutkih, ko se zdi, da nas vse sili, da obupamo. Poudaril je, da upanje ni prazna beseda ali naša želja, da bi šle stvari na bolje, ampak je gotovost, saj temelji na tem, da je Bog zvest svojim obljubam. Kot je še dejal, ta teološka krepost ni pasivna, ne omejuje se na čakanje, da se stvari zgodijo, ampak je dejavna krepost, kar pomeni, da se kristjan ne more zadovoljiti s tem, da ima upanje, ampak ga mora tudi izžarevati in sejati. Papež je ob koncu avdience pozornost znova obrnil k vojnim območjem. Z zaskrbljenostjo spremljam, kaj se dogaja v Siriji v tem občutljivem trenutku v njeni zgodovini. Upam, da bo dosežena politična rešitev, ki bo brez konfliktov in delitev odgovorno spodbujala stabilnost in enotnost države. Na priprošnjo Device Marije molim, da bi sirsko ljudstvo živelo v miru in varnosti v svoji ljubljeni deželi in da bi različne vere sobivale skupaj v prijateljstvu in medsebojnem spoštovanju za dobro naroda, ki je prizadeto zaradi toliko let vojne. Ameriški škofje pozivajo predsednika Joea Bidena naj pred koncem svojega mandata vsem, ki so obsojeni na smrtno kazen, le-to spremeni v zaporno. K temu je minulo nedeljo pozval tudi papež Frančišek, ki je leta 2018 spremenil katekizem, v katerega je zapisal, da je smrtna kazen nedopustna, saj je napad na nedotakljivost in dostojanstvo osebe. V Združenih državah Amerike trenutno na usmrtitev čaka 40 moških. Škofje opozarjajo, da smrtna kazen izključuje možnost rehabilitacije, povzroča obsežno tesnobo za vse vpletene, se izvaja na nepravičen in diskriminatoren način ter vključuje možnost napak. Pozivu Bidenu so se pridružile tudi številne katoliške organizacije. Kot poudarjajo svetopisemska tradicija jubilejnega leta, katoličanom, vključno s predsednikom Bidenom, ponuja čas, da se znova zavežejo pravičnosti in usmiljenju. V naslednjem prispevku se vračamo k 4. decembru, ko je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar začela dvodnevni obisk v Rimu, v sklopu katerega se je srečala tudi z velikim mojstrom suverenega malteškega reda. O tem nam bo več povedal gospod Roman Vučajnk, predsednik Društva Malteška pomoč Slovenija in kancler malteškega reda v Sloveniji. Dober dan. Dober dan. O čem sta torej govorila veliki mojster suverenega malteškega reda in naša predsednica? Govorila sta o geopolitičnem dogajanju v svetu in humanitarnih akcijah in pa o sodelovanju med državama,
glede na to, da je leta 2022 bil podpisan medvladni dogovor o sodelovanju. Pri katerih projektih pa bi lahko Slovenija sodelovala z malteškimi vitezi? Predsednica je omenila Pedro Opeko. Ja, projektov je kar nekaj. Namreč ne gre samo za sodelovanje z malteškimi vitezi v Sloveniji, ampak gre za sodelovanje s suverenim malteškim redom, ki je globalna organizacija, pravzaprav je subjekt mednarodnega prava. Ne morem reči, da je to ravno država, ampak je pa tam nekje blizu. Se pravi, Slovenija bi sodelovala z eno veliko in izkušeno inštitucijo, ki ima pa tudi v Sloveniji svoje predstavništva, od diplomatskih pa do malteške pomoči Slovenije, kot ste omenili, humanitarne veje. Sodelovali smo že v preteklosti, že v zadnjem desetletju, če pogledam od 2015 v času begunsko-migrantske krize, pa potem tudi naravne nesreče 2014, žled, poplave, 2023 poplave, COVID, celo malteški red je bil priznan z vladnim spominskim znakom za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Skratka, veliko je področji in kot stvari peljejo naprej, sploh klimatske razmere, recimo, so velik faktor, gre za pomoč po naravnih katastrofah, to je nekaj, kar je praktično že del vsakega leta pri nas ali pa v regiji, gre za zdravstveno oskrbo, gre za praktično socio-karitativne programe, skratka velik nabor stvari, kjer se lahko državi zelo lepo znajdeta in Slovenija lahko računa na veliko usposobljenost, veliko razpon usposobljenosti, sredstev, virov, skratka to je področje za plodno sodelovanje in o tem sta govorila. Kako bi torej ocenili ta obisk? Kaj novega je prinesel v to sodelovanje? Pozitivno, zelo pozitivno je to, da je Republika Slovenija spoznala še dodatne razsežnosti malteškega reda, še dodatne kapacitete. Pri nas sicer malteški red deluje poleg diplomatskega predstavništva kot nevladna organizacija v javnem interesu, ampak to zdaleč ni vse. In mislim, da je že to zavedanje bil en velik premik. Poleg tega pa se je ravno pred obiskom tudi prvič sestala mešana komisija obeh strani pri udejanjanju tega sporazuma, ki sem ga prej tudi omenil. Govora je bilo tudi o sodelovanju v mednarodnih vodah. Se že dogajajo stvari, da delamo skupaj delamo v Ukrajini, sicer ne tako zelo povezano, kot bi lahko še. Potem je tukaj delovanje v sredozemskem bazenu, pa tudi v Afriki. Mislim, da tudi tam je precej možnosti za nadaljne sodelovanje. Gospod Roman Vučank, hvala za ta kratka pojasnila. Hvala vam za povabilo in blagoslovljenje advent še naprej želim. Zdaj pa se ozrimo še na drugo vojno žarišče. Državo, ki se je znašla na novi prelomnici, na Sirijo. O prvih odzivih na prevzem države s strani islamističnih upornikov smo se pogovarjali z ravnateljem misijonskega središča Sirije, Robertom Šelhodom. V obnovljeni stolnici Naše Gospe so prejšnjo nedeljo zjutraj po uradnem odprtju na predvečer praznika Brezmadežne prvič obhajali slovesno bogoslužje, ki ga je daroval pariški nadškof Laurent Ulrich. Med bogoslužjem je z redkim in starodavnim obredom maziljenja sveto krizmo blagoslovil tudi nov glavni oltar in tako znova posvetil osrednje mesto stolnice. Prejšnji oltar je bil v požaru aprila 2019 povsem uničen. V novem je shranjen tudi nov zaklad, relikvijarij 5 svetnikov, ki so tako ali drugače povezani s pariško cerkvijo. Med njimi so relikvije svetega Šarla de Foucaulta, Katarine Labouré in romunskega mučenca pravoslavnega rodu blaženega Vladimirja Gike. Nadškof Ulrich je v pridigi poudaril, da Bog svojega ljudstva nikoli ne zapusti. To se je po njegovih besedah pokazalo tudi ob vnovičnem odprtju Notredamske stolnice. V notranjosti svetišča sta najbolj osupnila čudovit gotski slog in blesk vitražnih oken, v katerih so odsevali barvni odtenki duhovniških ornatov. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Pred radijskim mikrofonom pa zdaj lepo pozdravljam v tem adventnem času Miro Milavec z ukrajinske Karitas. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Poglejte, zakorakali smo že kar na polno v adventni čas, pred nami je Božič, pred nami je zima, nekako obeti pred to zimo niso najboljši, tudi papež Frančišek je spodbudil, da molimo, da se ustavi ta vojna, ker ljudje vprašanje, kako bodo preživeli, s kakšnimi občutki pričakujejo te mesece. Res je, da se tudi te mesece tudi mi pripravljamo na najhujše, ker po samih informacijah, katere smo dobili, nas pripravljajo na to, da lahko tudi tam do 12 ur bomo brez elektrike. Mi sami vemo, da je Božič praznik luči, prihod Gospoda, ki nam prenaša to luč, tako da mogoče ta Božič letos v Ukrajini bo bolj v temi, zato ker pač ne bo elektrike, ampak vseeno mislim, da se ta Jezus bo narodil v srcih tih ljudi. Tako da konkretno bi lahko rekla, da nekatere mesta tudi sedaj na vzhodu nimajo elektrike. Kar se tiče samih sodelavcev Karitas, mi smo se nekako uredili, da imamo generatorje, druge baterije, da lahko vsaj delo normalno poteka. Res pa, da ljudje so pripravljeni na to, je pa tudi res, da elektrika je zelo pomemben vir, ampak če bi bilo te dni več v miru, bez raket, bez dronov, mislim, da ljudje tudi brez elektrike bodo preživeli, samo da bi bil mirne dni. Ja, da bi se vendarle končalo. Omenili ste, da Karitas na polno deluje, da si pomagate z vsemi živimi, se pravi tudi z generatorji in z vsem. Pa mogoče večkrat sva že govorili o tem, kako deluje vaša mreža Karitas Spes. Na kakšen način ste blizu ljudem, kako ste razvejani? Mi smo sedaj še bolj, bi rekla, kot smo bili predtem, tako da pomagamo na različnih vejah, recimo ljudem pomagamo pri obnovi domov. Imamo sedaj nove programe, kjer pomagamo rehabilitacije in tudi nekateri, ki se vračajo iz vojne. Potem pomagamo mladim otrokom, veliko psihosocialne pomoči, za otroke je posebna pomoč. Jaz pa osebno imam projekte, ki se v bistvu nahajajo v sami 30-40 km od frontne linije oziroma pod rusko mejo, tako da pomagamo ljudem jih evakuirati, ker vidite, da v bistvu zadnje mesece niso lahko rečem, da v zadnjih 2 letih je to ena izmed najbolj težkih situacij. Pri sami evakuaciji, kjer imamo tudi naše zavetišča, kjer imajo možnost preživeti 30 dni, si potem najdete eno bolj stabilno življenje. Veliko pa tudi pomagamo sedaj pred zimo, da smo jim dali v bistvu denarno pomoč, ker so si lahko potem kupili drva oziroma ogrevanje, da lahko v bistvu preživijo posebej te dele Ukrajine, kjer je mogoče več možnosti, da ne pride do okupacije z ruske strani. Sama sem tudi obiskala te dele, tako da sem bila z ene strani tudi vesela se srečati konkretno, kot pravi papež Frančišek, dati roko tem ljudem, pogledati jih v oči. Velikokrat si brez besed in mislim, da boljše ostaneš brez besed, ker ti v bistvu ljudje, ki so vse zapustili, vidiš jih v bistvu že te obraze, oči, ti vse povej, ker to niso ljudje, kateri bi pustili svoj dom, ampak so bili prisiljeni pustiti prav zaradi same nevarnosti njihovega življenja. In tudi, kar vidimo v zadnjem času, iz tih mest ostane zelo malo. Tako da sem bila zelo vesela, da sem imela to možnost tudi se z njimi pogovoriti in mi je zelo pri srcu ostalo ena zadeva, ker sem videla, da mi kot Karitas nismo tam, da lahko dajemo samo humanitarno pomoč, ker morate vedeti, da je veliko različnih organizacij. In tudi ena izmed teh upravičencev nam je sama rekla, mi smo prišli do vas, nobeden ni na nas kričal, vi ste nam vse, mogoče 3-krat, 4-krat lepo objasnili, kaj moramo narediti, sprejeli. Veste kaj, nam je pač veliko pomeni denarna pomoč vse, ampak največ nam pa pomeni ta pristop, v bistvu tega človeka, ki ga srečamo, to toplino in to nam je sedaj najbolj potrebno. Mogoče nam zaupate kakšen konkreten primer. Rekli ste, srečali ste se s temi ljudmi, ki so toliko pretrpeli, morali so pobegniti iz svojih krajev, doživeli so marsikaj, ljudje izgubijo svoje bližnje, živijo v strahu za svoje bližnje, če se bodo vrnili s fronte in tako naprej. Mogoče kakšne konkretne zgodbe, če nam zaupate. Konkretnih zgodb bi rekla je veliko, tudi sama, ne vem, jaz vam lahko povem mojo zgodbo, ker sem bila pred 2 tednoma na
na območju, Dnipropetrovskem območju, kjer je malo možnosti, recimo, da pridejo do okupacije, zato ker je v bistvu reka. Srečala sem se z ljudmi, ki so nepokretni, ki so v bistvu ne morejo v bistvu premakati zaradi same bolezni, starosti oziroma so doživeli kakšne infarkte. Moram povedati, da sem imela možnost, da jih konkretno obiščem na njihovem domu. Vidimo, da istočasno živijo v bistvu to stisko, kjer imajo svojih ljudi na vojni in jih podpirajo z vsem možnim, kar lahko. Z druge strani so pa v bistvu priklenjeni na to posteljo, mogoče tudi, ne vem, tam je bo gospod 58 let star, to je zelo mlad, kateri sem videla, kako trpi, ker je v bistvu lahko delal na njivi, se ukvarjal z gospodarstvom in zdaj ne more. Ampak ima zelo ljubečo ženo, katera skrbi za njega. In mora se tudi vedeti, da v bistvu se nahajamo v enem teritoriju, kjer vera je bila, v bistvu so bili sami verniki zelo, bi rekla, med samim sistemom in tudi sedaj se ni nekako obnovila. Tako da sem videla res to potrebo v tej situaciji, ko si, da nimaš Boga, si brez Boga. To ni njihova v bistvu krivda, ampak zaradi samega sistema je prišlo do tega. In se spomnim enega gospoda, ki ni se ustavil jokati, jokal in jokal, 58 let star človek. In na koncu, ko sem ga pogledala v njegov obraz, sem rekla, glejte, jaz sem sedaj videla vaš obraz, jaz vam lahko samo to rečem, da boste v mojih molitvah. Vem, kako zgledate in ste sigurno v mojih molitvah. In tiskrat je prestal jokati. Je začela pa jokati njegova žena. In sem tudi ženi rekla, da se ji zahvaljujem za vse to, kar dela za svojega moža, ker je to največja molitev, katero lahko da v tem trenutku. In tudi ta žena mi je rekla, ne hodimo v bistvu v cerkev, ker pač mogoče tam, ko je bila njihova stara mama, so hodili, ampak ni šlo potem to generacijo zaradi samega sistema. In je rekla, ampak vseeno grem do cerkve in dam svečko. Sem rekla, jaz mislim, da Bog vidi tudi vse vaša dobra dela, ki delate. Druga gospa, 83 let stara, me je gledala, tudi jokala, me je gledala in rekla, ma kaj sem slabega naredila na tem svetu, da je tako. In tudi nisem rekla, da bo sigurno v mojih molitvah. In tiskrat je pa prestala jokati in je rekla, jaz, ko sem bila majhna, moja stara mama me je vodila do cerkve. Ampak potem sem se pa poročila z možem, ker mi pač ni dovolil. In tako da vidiš, da res ljudje so, bi rekel, način brez Boga, ampak vseeno imajo zdrave ljudi, ki jih imajo radi, ki jim pomagajo. Tako da te vrednote se niso zgubile, so. In to mi je dalo v bistvu tako potrditev, da te ljudje niso sami, ker ob njih so dobri ljudje in pomagajo. Zgodbe nimajo mogoče nič skupnega z vojne, ampak imajo, ker v sami tem vsi sem videla, koliko oni sami te ljudje, koliko delajo, koliko zbirajo, da bi podprli svoje svojce, svoje vnuke, ki se v bistvu bojijo, kjer morate vedeti, da sedanja situacija, ki je zelo težka. To sem tudi sami naši duhovniki in škofi, ki se velikokrat pogovarjajo z njimi v takih situacijah, kot so sedaj, so sami povedali, da niso še bili. Večkrat pravimo, da ni videti konca tej vojni. Žal moramo ponoviti tudi tokrat. Ni videti konca, širijo se zadeve, strah je, da se bi nekako pljusknil ta konflikt tudi čez meje. Kako živite vi, kot posvečena oseba tudi v skupnosti Fokolarja, kako vi osmislite vse to vaše darovanje na tem območju? Res je, moram povedati, da tudi meni ni enostavno, ker v tem vidim veliko krivic. Tudi sama moram povedati, v meni se veliko vprašanj vzbuja, sovraštva, s katerim se moram boriti, ko slišim posebej zgodbe, katere se niti ne predstavljam, da je človeško bitje sposobno kaj takega delati. Vseeno pa čutim to prisotnost tega Boga, ki je z nami. To mislim, da je vsekakor zahvala tudi za vse molitve, ki jih slišimo, ki so v bistvu, in to nam pomaga, da smo tam zdraven tih ljudi. Največjo moč mi da, da si v bistvu ob teh ljudeh, ob ljudih, katerih poznam, ob mojih sodelavcih, kateri so ob ljudeh, da jim dam v bistvu to upanje, da so oni zelo pomembni, da so ob teh ljudeh. Kot sem vam že prej rekla, ljudem mogoče kakor ni tako pomembna ta konkretna pomoč, kot ta bližina. In tudi sedaj imam enega sodelavca, kateremu so bili v bistvu ubiti mama in oče, sestra je bila posiljena in na koncu je umrla.
in vidim, kakšne bolečine so to, v bistvu kakšne posledice to pusti na človeku. Tako da velikokrat, ne vem, sem tiho zraven njega, ga poslušam, kar je zelo težko. In pol tudi v sami situaciji, katere sem se srečala nedavno v Lvovu, ko je eden mlad fant, mislim, da je imel 25 let, sicer je bil pač pijan, povezane roke, krval in je padel na stopnici in v tem trenutku so vsi odšli preč. In jaz sem rekla, ne, to je v bistvu Jezus v njemu, kaj lahko naredim. Jaz nisem bila sigurna, če ga lahko dvignem, ampak sem šla vseeno k njemu in sem mu pač povedala, kako naj se obrne, da se bo lahko samo dvignil. In potem se je usedel zraven mene na klopco in me je gledal in rekel, ne se mene bati, ne bojim se vas, sam ne vem, kako naj vam pomagam. In pol mi je sam povedal, da ima protezo, tako da sem takoj razumela, da to je v bistvu veteran iz vojne. Pokazal mi je tudi dokumente in z druge strani sem razumela, da v bistvu je dal življenje za svoj narod, za svobodo in na konci je v bistvu v takej situaciji, kakršne je. Tako da vidim, da priložnost je ogromno tam, kjer si, ampak da lahko res prepoznaš Boga v tih ljudeh in kolikor lahko narediš. Kakšenkrat je moliti, kakšenkrat poslušati, kakor je v tem primeru v bistvu sprejetega človeka, ne glede na to, da so ga mogoče vsi zapustili. Mogoče mu ne moram nič pomagati, ampak vseeno ga lahko pogledam v oči, mu povem eno besedo, dve in ga poslušam. Ja, ko govorimo o tem zlu, ki se širi, pravzaprav vidimo, da zlo rojeva samo zlo. Kaj storiti torej? Kaj lahko vsak od nas stori? Občutek imamo, da smo nemočni pred vso to mašinerijo zla, ki se širi. Kaj storiti vendarle? Marija nas tudi vabi, molite za mir, naredite, darujte. Kaj bi nam vi predlagali, svetovali, k čemu bi nas spodbudili? Zdaj tudi končno, ko pričakujemo rojstvo kneza miru. Res je, no, tako kot sem tudi rekla prej, tudi meni osebno ni lahko, bi rekla v sami tej situaciji, ampak jaz mislim, da prva zadeva, katera je, da mi v naših srcih ne gradimo to sovraštvo, katero se moramo boriti s tem. Vsekakor molitve pomagajo, dobre dejanja pomagajo. Jaz mislim, da vsak, kjer v bistvu smo, da lahko delamo to dobro, kdo je v bistvu zdraven nas in gradimo ta mir. Kako ga graditi, mislim, da je veliko možnosti. Tudi sama se vprašam, ker v sami Ukrajini o miru lih ne govorimo zelo pogosto, zato ker se nam zdi zelo daleč, da mora se prvo vojna končati, ampak vseeno, mogoče za sodelavko, katero se ne razumem, grem do nje in jo, ne vem, se jo upravičim, če sem je karkoli slabega naredila in tam vidim, da se odprejo dialogi, v bistvu, da lahko se potem pogovorimo o tej zadevi. Je ogromno takih stvari, katere vidim, da tudi sami lahko gradimo te odnose, ampak vsekakor moramo veliko delati na sebi, da v bistvu to sovraštvo, to v bistvu, bi rekla, te negativne stvari obrnemo na pozitivno in to je možno. Tako da jaz mislim, da če bomo to delali tam, kjer smo, kjer nas pač Bog kliče, vsekakor ta mir lahko gradimo tam in to je največ, kar lahko naredimo za mir. Hvala, Mira Milavec. Pozdrav torej vsem ljudi, ki jih boste srečali v Kijevu in kamor potujete in zagotovilo in še enkrat, da osvežimo to željo, to prizadevanje za mir in naše molitve za mir. Hvala, jaz se tudi zahvaljujem za vse molitve, tudi v imenu vseh Ukrajincev, ker velikokrat slišim veliko podporo, tudi v molitvi, ampak tudi materialno, kot veste, preko Slovenske Karitas in preko tudi ministrstva. Imamo zelo veliko slovenskih projektov v Ukrajini in ta prisotnost je zelo, zelo hvaležna in zahvala vsem Slovencem. Zdaj pa se ozrimo še na drugo vojno žarišče. Državo, ki se je znašla na novi prelomnici, na Sirijo. O prvih odzivih na prevzem države s strani islamističnih upornikov smo se pogovarjali z ravnateljem misijonskega središča Sirije, Roberom Šelhodom. Kaj padec Asadovega režima in prevzem države s strani islamističnih upornikov pomeni za sirsko ljudstvo? Režim Asadovega očeta in sina je trajal skupaj 54 let. Šlo je za močan sistem, ki je imel vse pod nadzorom. Ne morem reči, da je šlo za diktaturo, ampak bolj za eno stranko, ki je vladala celotni državi na vojaški način.
Po 54 letih življenja v neki obliki vladavine so ljudje ob tej spremembi zelo sumničavi. Do sedaj je namreč vladal nek red, zdaj pa smo v totalnem kaosu. Ljudje ne vedo, kako bodo lahko ti islamistični uporniki upravljali z državo, kot je Sirija, ki je bila veliko let vodena na laični način. Asadov režim je bil namreč laičen in je dajal svobodo vsem skupinam in verstvom v družbi. Ljudi je zato zdaj zelo strah. Negotovi smo, ne vemo, kaj vse se še lahko zgodi. Tudi mene kot Sirca je strah in se sprašujem, ali nas bo vodila islamistična oblast, ali pa bo ta oblast odprta do vseh. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Prezgodaj je za kakšne jasne odgovore. Kako pa bodo iskali novega voditelja države? Il problema è che in tutti questi anni, soprattutto gli ultimi anni del conflitto. Problem je v tem, da predvsem v zadnjih letih niso pripravljali nikogar za voditeljsko mesto, nekoga, ki bi lahko prevzel vlogo nekdanjega predsednika. Nihče ni pripravljen na to. Tudi v času vladavine očeta, sedanjega predsednika Bašarja al-Asada, so vsi tisti, ki bi lahko postali voditelji, odšli iz države. Nekateri med njimi so že umrli, vsi ostali pa so izven države. Tako ni nikogar, ki bi bil vzgojen v luči določene politične kulture. Vsi tisti, ki bi lahko bili voditelji, prihajajo strani upornikov, fanatikov. Seveda upamo, da bi našli politično osebnost, ki bi lahko vodila narod. Znova povezati Sirijo namreč ne bo enostavno. Na našem ozemlju živijo različne skupine, alaviti, suniti, šiiti. Še najmanj problemov ustvarjajo kristjani, saj se v vseh teh letih niso vpletali v politiko. Bojimo se torej, da se primernega voditelja ne bo našlo, kar pomeni, da se bo nadaljeval kaos. To je naš problem. Kaj lahko pričakujejo kristjani, zdaj ko so islamisti prevzeli državo? Per adesso hanno dichiarato questi islamisti che loro non vogliono causare un danno ai cristiani. Za zdaj so islamisti zatrdili, da ne nameravajo škodovati kristjanom in drugim civilistom. Izrazili so svoje dobre namene. Vendar imamo izkušnje iz preteklih let strani iste skupine. Ko je zasedla določene krščanske vasi, je vpeljala svoja pravila. Naprimer, kristjani so še lahko hodili v cerkev, vendar niso smeli več zvoniti zvonovi. Ženske so morale zunaj biti pokrite. Kdor ni bil musliman, je moral plačati davek islamski državi, kot se je to dogajalo pred mnogimi stoletji. Vsi tisti, ki niso bili muslimani, so morali plačevati davke, ker so jih smatrali za nevernike. Za zdaj se v velikih mestih to še ne dogaja. V Alepu bodo na primer obhajali Božič, lahko bodo šli v cerkev. V Damasku pa so odpovedali vse obrede za Božič. Ker gre za glavno mesto v državi, se v njem čuti še večja zmeda. V njem je namreč veliko vladnih uradov, ki so jih zdaj zasedli uporniki. V drugih mestih pa za zdaj kristjane pustijo pri miru. Vendar kristjani razmišljajo o tem, kakšna bo njihova prihodnost, ali bodo krščanske šole še lahko delovale. Predstavniki armenske cerkve, tako katoliške kot pravoslavne, so se na primer srečali s predstavniki upornikov, ki so jim sicer zagotovili, da se nimajo ničesar bati in naj živijo, kot so živeli do zdaj, vendar pa so jim že povedali, da bodo spremenili učne načrte v njihovih zasebnih šolah. Torej se v zraku že čutijo spremembe. V Alepu so kot valuto uvedli turško liro. Telekomunikacijski operater je že turški. Vse to so izvedli zelo hitro. Pred nami je velika sprememba, ne vemo pa, ali bo sistem usmerjen proti kristjanom, ali bo fanatičen ali ne. Vse je še negotovo. V teh dneh je Izrael izvedel ofenzivo na jug Sirije, še naprej bombardirajo jug naše države. Jaz pa se sprašujem, koga bombardirajo, če je predsednik Asad že zapustil državo. Izraelci so zasedli goro Hermon sirske strani, prodrli so 14 km globoko v Sirijo. Zaradi vsega tega se najbolj bojimo razdelitve Sirije. Sprašujemo se, kam bomo odšli kristjani, če se bo Sirija razdelila na različne regije in kako bomo živeli. Ali bomo živeli v islamski državi, ali v alavitski, ali pa bomo zapustili državo.
Mnogi kristjani so se že odločili, da bodo odpotovali. Kaj pa lahko storimo mi v Evropi, poleg tega, da molimo za vas, seveda? Impressionante l'ipocrisia che sto leggendo sui giornali, su mass media, che adesso... Pretresa me hinavščina, ki jo zaznavam v vaših medijih. Tako ZDA kot evropske države so zelo zadovoljni s to spremembo. Pravijo, da je končno premagan tiran. Potem pa nadaljujejo stavek in pravijo, sedaj pa moramo biti zelo pozorni na islamizem. Gre za veliko hinavščino, saj so oni podpirali te islamistične skupine, da so spodkopale režim. Verjetno pa bodo v prihodnosti napadali tudi njih. Izrael je že izjavil, da so islamski uporniki zanje grožnja, čeprav jih je do zdaj podpiral, da bi strmoglavili dosedanjo oblast. Evropa bi po mojem mnenju morala imeti jasno politično smer. Ni razumljivo, kaj delajo evropski voditelji. Po eni strani podpirajo islam, po drugi strani pa pravijo, da morajo biti pozorni nanje. Evropa dela to, kar ji narekuje Amerika, nažalost nima svojega jasnega stališča. Ko sem potoval po Evropi, sem povsod vprašal, kam je šla evropska kultura, njene vrednote. Nažalost vsi igrajo isto igro. Dobro bi bilo vplivati na evropske politike, da bi bolj delali za resnico. Ne vem pa, če je to mogoče. Pravijo, da naj bi 20. decembra ukinili embargo, ki je bil vzpostavljen zaradi Asadovega režima. Kako pa to komentirate? Capisci, noi per anni abbiamo chiesto di togliere questo embargo e né gli Stati Uniti né l'Europa hanno accettato. Mi smo leta in leta prosili tako ZDA kot Evropo naj ukinejo embargo. Zdaj pa, ko so državo prevzeli islamisti, bodo ukrepe odstranili. Obenem pa pravijo, da morajo paziti, da ne bi te skupine postale preveč močne. To je res hinavsko. Tako bodo imeli izgovor, da ostanejo v državi in črpajo vire, ki jih želijo. Sì, appunto sono presenti. Izraele adesso è presente. Da, že zdaj so prisotni. Kot sem omenil, na primer Izrael. Ob tem se bojimo ne le razdelitve Sirije, ampak tudi razdelitve Libanona, kar je velik problem. Na vzhodu države so še vedno navzoče ZDA, kjer posedujejo naftne vrelce. Seveda jaz ne opravičujem prejšnjega režima, vendar Sirije, kot je bila, ni več. Prej je bila Sirija vsaj zedinjena. Zdaj pa je povsem razdeljena. In v tem je problem. Andata in frammenti, diciamo, questo è il problema. Ravnatelj misijonskega središča v Siriji, Robert Šelhot, najlepša hvala za pogovor in vse dobro. S tem smo sklenili današnjo oddajo, ki sem jo pripravila, Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik, prevod pa Matjaž Merljak. Naj nas molitev za mir in želja graditi mir spremljata še posebej v tem adventnem času. Poslušali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si